Pa je že kar dobro kazalo tej naši demokraciji. Vzpostavili smo državo, ki v svoji ustavi razglaša, da je demokratična, socialna in pravna, da se oblast izvaja po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno in najpomembnejše, da je država utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In čemu smo priča na koncu tega iztekajočega se mandata? Aktualna koalicija in sedanja vlada sta vzpostavili neke druge, nam socialnim demokratom povsem tuje standarde. Parlament je zreduciran na vladni glasovalni stroj, v katerem za opozicijo ni prostora. Država je v vse manjši meri socialna in pravna. Izvršna oblast korenito posega v pravosodje in si ga vse bolj prilašča. Spoštovanje človekovih pravic ni več temeljna vrednota. Skratka, sedanja politična oblast deluje po načelu, da namen posvečuje sredstvo, da je treba materialno najprej poskrbeti za naše in tiste bolj premožne, da velja kazensko preganjati predvsem tiste, ki so na poti vladajoči politični opciji, glede človekovih pravic pa nekateri jih imajo pač nekaj več kot oni drugi, ki niso naši. Socialni demokrati na vse to ne pristajamo in imamo povsem drugačno vizijo. Parlament mora biti tisti demokratični podium, kjer morajo biti slišani in upoštevani argumentirani in konstruktivni predlogi. Parlament ne sme biti prostor za osebno diskreditiranje in vnaprejšnjo obsodbo političnih tekmecev. Socialni demokrati smo posebej občutljivi do vprašanj socialne države in socialno šibkih. Za socialne demokrate je neodvisno in kvalitetno sodstvo garant pravne države. Spoštovanje človekovih pravic pa je tisti pogoj, brez katerega ni prave demokracije in vladavine prava. Vidimo se na volitvah.